knjižnega trga. Dober dan. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Jožeta Štucina Matador in Ljubica, roman Pije Prezelj Bili smo trije in esejistična zbirka Borisa A. Novaka Proslavljanja in poslavljanja. Recenzije so napisali Miša Gams, Marija Švajncer in Blaž Kavšek. Minevanje in vitalizem bi bili lahko osrednji oznaki pesniške tetralogije Jožeta Štucina, izdane v zadnjih 3 letih. Zadnja v sklopu teh bivanskih premislekov ima naslov Matador in Ljubica. Izdal jo je Kulturni center Maribor, s poezijo v njej pa se je uglasila Miša Gams. Po zbirkah Mrak in zarja, Bela čaplja in Marš na Soči, ki so izšle v zadnjih 3 letih, je pred nami nova pesniška zbirka Jožeta Štucina, tolminskega pesnika, pisatelja, recenzenta in pedagoga, ki je pred 40 leti začel svoj pesniški opus s prvencem Ritem zavesti. Tudi v zbirki Matador in Ljubica se posveča minevanju, soočanju s samoto in neizogibnim koncem. Za protiutež pa so mu mladostniška norčavost, jeklen libido in blagodejno utripanje narave, s katero se zliva v svojih zaznavah in spominih. Že v prvi pesmi je osrednji motiv samost, ki lirski subjekt posrka v ljubezen, da 2 samoti postaneta samo ti za mene in samo jaz za tebe. Medtem ko v pesmi Imam moč biti, pravi, da se mu še ne ljubi umreti in da je glavno to, da miga in da rojeva besede iz glagola biti. Vsebine terjajo pomožnost, noben glagol ni poceni. Glagol biti je pa sploh drag, celo precenjen, se mi zdi. Pesmi s filozofsko tematiko, v katerih se lirski subjekt sprašuje, kaj pomeni biti, misliti oziroma ne misliti ter toniti v nič, se prepletajo s pesmimi, v katerih se motiv narave združuje z zanimivimi fizikalnimi ugotovitvami in ljubeznijo. Tako v pesmi z naslovom Gravitacija z izbranko lebdita nad tlemi in po pristanku iščeta drug drugega. Kot regratovo padalce, kot meniškov puh, kot cekinček v januarju, kot Orion na nebu, lebdiva in se iščeva na tleh. Užitek je brati pesnika, ki z besednim minimalizmom pričara občutje. V eni izmed pesmi se celo razglasi za diplomiranega krotivca čustev, pri tem pa ves čas ohranja občutek za povzemanje oziroma centriranje palete najrazličnejših čustev in tudi za njihovo prizemljitev v danem času in prostoru. Zato pa je potrebna samozavest, ki jo je Štucin pridobil med ustvarjanjem in nenehnim precejanjem besed skozi pesniško sito, za katero že od nekdaj velja preprost slogan manj je več. Tudi ko se v pesmi Molčečnež zgraža nad tem, da postaja jezikav kot starec, ki so mu med strahovlado odrezali jezik, se zave pristne povezave med jezikom, molkom in nezmožnostjo ubeseditve žalosti, ki preveva svet, ki se nikoli ne more do konca izpovedati. V pesmi Dva jezika se loteva raskavosti rovtarskega narečja, ki se ne pusti zgladiti, v čemer vidi njegovo lepoto in vrlino. V pesmi Traktat pa se po drugi strani pozabava na svoj račun, ko se zave, da je, ko piše, v bistvu nepismen. Ko ne pišem, me pa ni. Na več mestih se Štucin poigrava z zvenom in pomenom besed. Včasih se zdi, kot da pred bralcem uprizarja otroško izštevanko, ki odiktira sozvočje besednih izrazov. Taka sta naslova pesmi Dih, dah, duh in uvod v pesem Mata Hari, v kateri se pozabava z besedo mati. V vseh nas je mati, matka, mot, mata, mumija, mama. Stil pisanja je jasen in luciden, na trenutke norčav in ludističen, da ima bralec občutek, da spremlja igro žrebička, ki se vsakeč znova z zadoščenjem zaletava v ista vrata. Skozi zafrkantske pesmi pa se nenehno vije rdeča linija samote, eksponentnega zbliževanja z drugim in zavedanja bližine smrti oziroma umiranja. V pesmi Na dotik zapiše nadvse subtilne verze.
Na dotik sem spoznal, da so dotiki na svetu edina vez z drugim, edino upanje, da nisi samo utrinek samega sebe v brezmejnosti vesolja, da za hip nisi sam. To globoko izpovedno misel pa že čez nekaj strani spreobrne pesem z naslovom Posmrtni produkt, v kateri se pesnik ironično sklicuje na to, da vsi končamo v salonu iste franšize, ki nam izstavi račun za bivanje v mrtvašnici. Slogan iz oglasa: Jupidu podtalno je polno življenja. Besedilni korpus: na koncu se združimo vsi v enega v salonu iste franšize. Cenik: kripta 100, plastični venček 20, umito telo 50, drenaža v grobu 11, ciljna odprtina, izkop 200, maskara 30, počesana preča gratis. Tako kot se Štucin zabava med pisanjem svojih pesmi, tako se njegov smisel za humor in ironijo hitro prenese tudi na bralca. Skupaj z njima pa tudi slutnja politične nekorektnosti. V pesmi Matador in ljubica že s prvim verzom pove, da si je vedno želel zaklati bika, in sicer v sodobni gladiatorski areni ob vzdihovanju ženske, ki bi trepetala za njegovo življenje in za iniciacijo v zrelost. V pesmi Čakajoč na džez imenuje to zvrst glasbe kosmata muzika. Nikoli obrito mednožje, ki reže svet na zamorce in druge. Pesniško nagovori tudi pisatelja Tomaža Kosmača in pisateljico Natašo Kramberger, do katere goji prav posebno občudovanje. Kmetica ima potencial ubeseditve, prekleto res, jaz pa dosegam potencial majske ledenke, ki z enim kosilom ponikne v črkovni kompost. In res bi bil najbolj ustrezen naziv za Štucinovo pesnikovanje prav črkovno kompostiranje. Med branjem pesniške zbirke Matador in ljubica imamo namreč nenehno občutek, kot da prekopava plasti svojega nezavednega v iskanju najbolj plodnega humusa, s katerim bi pognojil semena samote, ki iščejo dotik neba in solzo navdiha.
Pisateljica Pia Prezelj v svojem drugem romanu Bili smo trije raziskuje v meglo zavito družinsko preteklost in s tem vprašanja intimne identitete in odnosov. Protagonistka je bila ob rojstvu posvojena, zdaj pa se v njenem življenju nenadoma pojavi polbrat. Roman je izdala novomeška založba Goga, prevzel je Marijo Švajncer. Kakovosten in umetniško prepričljiv roman Pije Prezelj Bili smo trije je drugačen od romanov, ki pri nas izhajajo v zadnjem času. Ne gre za to, da bi moralizirali ali se skušali držati togih vrednostnih meril, temveč kratko malo zato, da je napisan čustveno ter brez vulgarnosti in dopolnjevanja z angleškimi besedami. Avtorica zna marsikaj že znanega povedati na nov in izviren način. V tretji osebi ednine razgrne pretresljivo zgodbo o iskanju naklonjenosti, sprejetosti in premagovanju tistega, kar je literarne like zaznamovalo v preteklosti. Protagonistka Olga, ženska v 50 letih, po poklicu fotografinja, brska po svoji preteklosti. Hoče izvedeti, kaj se je zgodilo ob njenem rojstvu. Zakaj je življenje preživela pri posvojiteljih? Jo je mati oddala, jo je zapustila, ji je dala vsaj ime? Naključja pripomorajo, da se sreča s polbratom Theom in maminim ljubimcem Jakobom. Odpotuje na oddaljen otok na severu. Pisateljica ne pove natančno, kje se vse skupaj dogaja in v katerem jeziku se protagonisti pogovarjajo. Pa saj to sploh ni pomembno. Poglavitno je, da iščejo pot drug do drugega in se skušajo zbližati. Pri tem jih kot posebno določilo povezuje spomin na pokojno Olgino mater, pravzaprav žensko, ki jo je rodila. Olga si zastavlja nova in nova vprašanja. Je prišla? Po kaj? Vprašanje si je v mesecih predtem zastavljala znova in znova, ga preobračala, razpirala, a bolj ko se je spraševala, kaj naj bi našla na otoku, ležečem tam, nekje na severu, celino oddaljenem od nje, huje je postajalo. Toda vedela je, da mora iti. Pisateljica menjava prizorišča in dialoge. Po zbliževanju Olge in Thea se v pripoved vplete materina življenjska zgodba, v kateri je mogoče izvedeti, da ni bilo čisto tako, kot je predvidevala zapuščena hči. Olga pestuje svojo bolečino s težo nečesa, kar se nikoli ni mogla uresničiti, toda tudi njena mati je spoznala, kaj sta trpljenje in nemoč, ter začutila, kako se lahko življenja mladega dekleta polastijo drugi ljudje, starši ali kdorkoli že. Izkaže se, da vse skupaj sploh ni črno-belo. Ljudje bi si morali vsaj malo prizadevati, da bi se uživljali drug v drugega in se skušali razumeti. Zgodijo se čarobni trenutki, ko se zbližajo, potem pa se v hipu spet oddaljijo drug od drugega, morda tudi zato, ker vsak postavlja sebe pred ostale, saj je prepričan, da je njegova bolečina največja. Morala je izvedeti nemudoma. A ne zato, da bi izpričo tega na to laže odpustila, pač pa, da bi se veter, ki je pihal skozi njo in jo razdiral, naposled in enkrat za vselej polegel. Pija Prezelj nas mojstrsko vodi skozi čas, ki ga doživljajo literarne osebe. V strnjenem slogu in estetsko subtilno razkriva njihove občutke in nakazuje tudi tisto, kar skušajo skriti drug pred drugim. Slog je delno lapidaren, delno pa prepreden s čudovitimi metaforami, zlasti kadar pisateljica opisuje naravno dogajanje na otoku, kamor se odpravi, da bi kaj izvedela o materi in tudi sami sebi. Narava je nepredvidljiva, morje tudi nevarno, megla pa tu in tam tako gosta, da se samotni sprehajalec lahko izgubi v njej. Jakob je že v letih in prav njemu se zgodi, da se med tavanjem utrudi in ga morajo otočani poiskati. K sreči ga najdejo in potem si z Olgo izmenjata nekaj naklonjenih besed. Že prej sta našla pot drug do drugega. Pisateljica zna dogajanje prikazovati s posebno notranjo napetostjo, tako da se med branjem začnemo bati slabega razpleta. Kdo sestavlja trojico, ki je navedena v naslovu? Morda Olga, Theo in Jakob. Pisateljica pa razkrije, da so to Olgina mati, njen fant in nerojeni otrok. Kako bo resnico, kakršnakoli že je,
sprejel ta fant. Jo prezira? Mu je odleglo. Ni vedela, kako naj mu pojasni, da ji je kljub trudu spodletelo. Kako naj mu pove, da jo je izdolblo, izpraznilo, da nima več od kod jemati, da mu nima česa dati. Tam na zadnjih sedežih razgretega avtomobila jo je tolažilo le eno. Za kratek hip so bili trije. Pesnica, pisateljica, etnologinja in kulturna antropologinja Ana Svetelj v spremni besedi primerja roman Bili smo trije z avtoričinim nagrajenim prvencem Težka voda in v obeh delih odkriva pripovedni minimalizem. Ugotavlja, da so človeške zgodbe in situacije tako usodne in težke, kot tudi drobne, rahle in opovedane z obilico praznega prostora. Namesto slikanja umeščenosti v tok zgodovine in družbe je videti, kot da lebdimo v občutenih prostorih, tipajočih srečevanjih, krhkih slutnjah in zlasti v obilici samote, celo osamljenosti. Pia Prezelj je po mnenju Ane Svetelj v svojem pisanju poetična in ekonomična hkrati. Osrednja tokova pripovedi, prostorski in odnosni tok, se na poetičen in impliciten način stakneta. Za konec je treba reči, da ni brez pomena, kaj o svojem novem romanu pravi avtorica. Na predstavitvi knjige Bili smo trije je povedala, da gre med drugim za sorodstveno razmerje ter hkrati za tekočino odsotnosti in občutek manka. Vsi ljudje imamo občutek odsotnosti nečesa in iščemo dom, poraja se nestabilnost resnice. Pia Prezelj, ki opravlja novinarsko delo, je bila tudi fotografinja in se po svoje, kot pravi, v novem romanesknem delu pokloni fotografom. Brez velikih besed je treba srečanje z romanom Bili smo trije skleniti, da je kratko malo lep in čustven v dobrem pomenu besede, liričen in v marsičem tudi čudovito skrivnosten. Ni me sram priznati, da sem prvič, odkar sem brala roman Ringelšpil pisatelja Franja Husama Nadžija, jokala. Lepota, umetniškost in globina izpovedi lahko privabijo tudi solze, čeprav si domišljamo, da smo razumni, kritični in primerno zadržani ljudje.
Literarno in osebno zgodovinski eseji je v podnaslov zbirke Proslavljanja in poslavljanja zapisal avtor Boris A. Novak. V žanrsko različnih besedilih sta v ospredju njegova osebna oziroma družinska preteklost in prevzetost nad poezijo in umetnostjo. Knjigo je izdala založba Beletrina, v njeno vsebino se je poglobil Blaž Kavšek. Zbirka esejev Borisa A. Novaka, Proslavljanja in poslavljanja, je velikanska knjiga z ogromnim zvrstnim razponom. Čeprav gre, kot piše v podnaslovu, za osebno in literarno zgodovinske eseje, teksti izrazito preizkušajo fleksibilnost te že izvorno fleksibilne polliterarne zvrsti. 42 esejev, ki so obenem refleksije, pesmi, zgodbe, nekrologi in celo avtonomne literarno-vedne študije, je razdeljenih v 8 tematskih sklopov. Zaradi dolžine zbirke je smiselno predvidevati, da jo bo večina bralcev brala po koščkih, zaradi premišljene in elegantne strukture pa jo bodo lahko motrili tudi bolj celostno kot organsko zaključeno enoto. Posebej je zanimiva prav njena struktura. Čeprav naj bi bilo to z vidika tega, kako zadnjih nekaj stoletij dojemamo literarnega avtorja samoumevno, je treba poudariti, da je sintezni princip kompleksne knjige sam Boris A. Novak. Avtor pogosto citira svoje pesmi in druge umetniške projekte ter obračunava s svojimi spomini in starimi nasprotniki. To nenehno vračanje k avtorju bi bilo lahko moteče, če ne bi imelo pomembne funkcije. Opominja namreč, da so raznovrstne čustvene lege, življenjske in profesionalne vloge, na koncu pa tudi kraji in ljudje, ki jih srečujemo v knjigi, zlepljeni v isto osebno zgodovino. Zdi se, kot da Novak s tem še enkrat poskuša odgovoriti na vprašanje, ki si ga je zastavil v prvem delu svojega velikega dela, epa Vrata nepovrata. Zares, kdo sem sploh jaz, ki sem bil vsi ti ljudje? Zbirka je ponovitev istih zgodb in s tem iste zgodbe. Če bralec Proslavljanja in poslavljanja bere vzporedno z epom, se mu odpre možnost, da še okrepi učinek, ki je, kot je nekoč zapisala pesnica Anja Grmovšek-Drab, posledica mnogokratnosti zgodb. Pesnik s tem, ko k zgodbam pristopa z različnih smeri, razblinja iluzije, da lahko osebe in izkušnje, navsezadnje pa tudi samega sebe, spoznamo naenkrat in do konca. Eseji, ki jih skupaj držijo ponavljanja in sam Novak, imajo tudi jasno smer. Kot je avtor izpostavil v več promocijskih nastopih in izjavah, scenarij zbirke napoveduje že naslov. Proslavljanja se počasi iztekajo v poslavljanja, dnevnike odhajanj in žalostinke. Zbirka se proti koncu tudi zvrstno zoži in na zadnjih straneh ostanejo samo še pesmi. Novak se tako kljub raznovrstnim inkarnacijam, v katerih smo ga spoznali skozi zbirko, dokončno le potrdi kot pesnik. To je tudi edina eksplicitna in povsem samozavestna samooznaka, ki jo srečamo v prejšnjih delih knjige. Pesnik vse ponavljanje, eruditsko gostost, sklice, obračunavanja, tragične zgodbe, vse težko obvladljive elemente, nad katerimi bi bralec lahko potencialno obupal ali se v njih izgubil, na koncu vsaj literarno pomiri. Poslavljanja se v skrajni točki zapognajo v proslavitev moči literature oziroma pesništva. Rekli bi lahko, da je avtor gledal dovolj daleč in dovolj široko. Pred morebitnimi obtožbami pretirane vpletenosti v svoj izdelek ga rešujejo očitno iskrena naklonjenost do prijateljev, navdušenje nad umetnostjo ter bogata in geografsko široko razprostrta osebna zgodovina. Knjiga vztrajno niha med avtorjem in raznovrstnimi oporokami, ki so mu jih zapustili bližnji in daljni, ljubi in neljubi sopotniki. Skupaj z avtorjem je zato v esejih vse prisotno tudi marsikatero drugo življenje. Zaradi teh spremljevalcev pa niti zanj, niti za bralca ni bojazni, da bi ostala sama. To je bila oddaja z knjižnega trga.
Recenzije Miše Gams, Marije Švajncer in Blaža Kavška sta prebrala Eva Longika Marušič in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Liam Samsa, uredil sem jo Vlado Motnikar.